Zdaj pa spravo, če imate še kakva vprašanja. Do 2004 bi morali začeti, če bi hoteli uveljaviti. 12. Tako. Kdaj pa so začeli pol? Je s tem okoljevarstvenim dovoljenjem bi bila dovoljenje, da so začeli leta 2009 so začeli sežigati. Ja, konec aprila so začeli sežigati. Leta 2009, lani. Kako so to pol recimo prodali tem inšpektorjem ministrstvu, pa to, kako so v bistvu njih uspeli narediti tako, da se premisli, prepričati? Tukaj na 6 straneh, jaz sem to lahko, to je zdaj edini izvod, ki ga tukaj imam, lahko v tem volino vam skopiram, na 6 straneh je pravno mnenje MOP-a, ki pravi, da je to nova naprava. Se pravi, če v redu, nova naprava. Se pravi, MOP je že ugotovil, da je to nova naprava, vse to je valjda nova naprava, če bo pa zdaj na novo kurli sežigali, mislim, na novo bo sežigali odpadke, ne? Potem so pa to svoje mnenje z odločbo, ki se zdali, to pa je odločba, no ne vem, pa potem na ne vem koliko straneh, na 32 straneh, odločba, kjer pa obravnava vse skupaj kot staro napravo. In mogoče samo še to, Zdaj se pa vi pritočite, ne? Dali ste pred drugačno mnenje, zdaj pa tukaj noter pa spet drugačno, ne? Da pa to pa stara naprava, brez nekih posebnih obrazložitev, ne? Ampak skratka gre za staro napravo in smo postopek vodili tako za staro napravo. Zdaj pa se ti pritoži in zdaj pa dokaj bo postopek trajal in trajal bo seveda zelo dolgo, ne? Ker se vsak sodnik brani te zadeve, ker je strokovno zahtevna, ker je, ne vem, udarna, ker je kapital, zadaj politika, na drugi strani pa 10.000 ljudi in tukaj se odločiti ni lahko in skratka, in bo to lahko trajalo zdaj leta. Kjer minister je zakuhal vse to oziroma je bil zraven? Ker zdaj smo že toliko medijali na polju. Ja, to je Rjavc, ne? Rjavc. Mislim, da je Rjavc, Rjavc, ja. Pa si zato je šel tako hitro. Mislim, takrat, ko je, bom rekel, ko je bila še, začelo se vse skupaj za levo vlado Ropa, premijera Ropa in takrat je bil Kopač minister za okolje. Kaj pa podobni? Kopač je to pripeljal in začelo se, takrat je Lafarge nastopal v igro, sumljiv prezem se je zgodil, Trbovske cementarne in zadeva čela laufa. Potem je stagniralo vse skupaj za časa desne vlade, kar jim jaz zamerim, da je stagniralo, taka stvar nema, da stagnira. Odločiti se je treba in reči ne, ali pa ja. Ne? Oni so pač stagnirali. Ne? Niso izdali okoljevarstvenega dovoljenja, čeprav je že rok, mislim, da potekal, že v času se pravi vlade Janše in ministra Podobnika. Ne? Potem pa je, čim je pa prišel potem Podobnik na sceno, pa se upravičujem, Pahor kot premijer in se pravi kot Rjavec kot minister, je bila potem po okoljevarstvenem dovoljenju izdano tako, kot je bilo izdano, da je povozilo mnenje MOP-a, lastnega svoje inštitucije, ne, da gre tukaj za novo napravo. Torej so ministri tukaj na okoljskem bolj kot lutke? Jočijo, ne, vse, to je definitivno, glede, mene, zdaj ste čuli pač eno daljšo razlago Uroša, osebno, iskreno, glede, meni pri celi zadevi, naprimer, pa samo en detalj izpostavil. Vi vsi imate posnetek, lahko ga pa tudi na YouTubeu dobite, ko Pahor seže njemu v roke, ko se zadevo dogovorita, dva odrasla moška pred javnostjo. Ne? In Pahor zelo jasne stavke pove, kaj sledi v 14 dneh. Če se 1 uro ali pa 2 uri v elektroelementu iz Laki, ki imate skladno konferenco, pove čisto nekaj drugega. Se pravi, vmes so se zgodili neki določeni pritiski. Ne? Mislim, kak je vzgled, da je ta človek je premijer, ta človek je predsednik vlade in nam jasno sporoča, da se lagati ni greh, če gre to v tvojo korist. Mislim, če se otrok zlaže v šoli, je zato sankcioniran, za božjo voljo. Če se premijer zlaže in vsi imamo ta posnetek in potem mnenje spremeni in če se zlaže, da odpiše na vsako pismo in mi hranimo povratnico in nimamo odgovora na primer na zadnjo pismo že par mesecev, ne? In zakaj take, mislim, nekdo bo rekel, pa se to ni, pa se si nekaj zlažil. Ne, človek je na odgovornem mestu, problem je resen, jaz hujšega onesnaževalca od Lafarge cementa v Sloveniji ne poznam. Po rakotvornem benzenu iz prve nevarnostne skupine je to najhujši onesnaževalec v Sloveniji, daleč najhujši. Za 50% večje emisije benzena ima kot Salonit Anhovo, čeprav ima, ampak to Lafarge cement je delal samo dobre pol leta, to moramo vedeti lani, leta 2009. V pol leta je to naredil. V pol leta je emitiral za 50% več benzena, kot ga je emitiral Salonit Anhovo. Sedaj Salonit Anhovo moramo vedeti, da pa ima dvakrat večjo proizvodnjo, ne, v povprečju. Dvakrat večja cementarna od tega tukaj. Ne, Lafarge cement začne se žigati odpadkov in emitira za 50% več benzena kot Salonit Anhovo in nič. Ne? Premijer se zlaže in nič. Pa se zlaže še enkrat, ja in nič. Mislim pač, ne smemo zameriti človeku, ker je pač premijer, ima cel kup nekega dela in kaj pa vem kaj, mislim. Jaz ne vem, kako lahko grejo take stvari toliko elegantno mimo, no.
Vsem, komu v Lafarge cementu izvirni greh pripisujete? Lafargeu, ki verjetno, ali pač ugibamo, je dal takšne in takšne podatke, ali Arsu, ki jih je tako ali drugače obdelal. Zdaj ta dilema nova stara naprava. No, tukaj je izključno stvar Ministrstva za okolje in prostor in njegovih strokovnih inštitucij. Oni točno vejo, kako gre zadeva. Lafarge cement počne v Sloveniji točno to, kar mu mi dovolimo. Mislim, naša vlada. Nič več in nič manj. Ampak dovolijo pa mu to, da sme emitirati benzena za 5 sežigalnic odpadkov. Mejno vrednost ima za 5 sežigalnic odpadkov. Za rakotvorni benzen. S tem okoljevarstvenim dovoljenjem je dobil. Za TOC, za skupne organske oblike, dobil za 20 sežigalnic odpadkov. In Lafarge cement se lepo lahko javno in po internetu in na svoji spletni strani hvali, da je znotraj mejnih vrednosti. Če boste meni dovolili, da se skozi Trbovlje peljem 200 na uro, bom vedno znotraj mejnih vrednosti. Ne bom prekoračil hitrosti.